Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Ta se začne pri nas samih, pravita ustvarjalki Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija. Tista, ki si želim, da bi bil ta svet res boljši in istočasno vem, da ne bo boljši, če tega ne bomo sami začeli delati. In Urška Ahac, ambasadorka Lidlove Vitalnice. Ki zelo skrbi za to, da živimo boljši svet s tem, da smo mi boljši. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Pozdravljeni, dragi ustvarjalke, dragi ustvarjalci boljšega sveta. Z Urško, dan Urška. Živja. Z Urško imamo danes prav posebno gostjo. To je naša svetovalka za odnose. Lahko rečem naša, ker jo poznam že nekaj časa. Lea Mrgole, ki skoraj 30 let s svojim možem Albertom dela oziroma vodi in ustvarja boljši svet v zavodu Vezal. Dobro leto je zdaj stara tudi skupnost Skulam, ki je skupnost staršev in najstnikov, in pa je soavtorica seveda z Albertom knjige Ištekani najstniki in starši, ki štekajo, ki je za moje pojme Bibliji, ki bi vsak starš najstnika mogel vse prebrati. Danes bo zelo zanimiva tema. Če smo se z Urško prej ukvarjali v preteklih epizodah z gibanjem, s športom, sva se danes lotili tistega, kar se dogaja pri nas v glavi in v srcu. In se pravi, danes govorimo o odnosih, o povezanosti, o ustvarjanju nekega, bom rekla, dobrega ozračja, pozitivnega ozračja v družini, kar je pa tudi del boljšega sveta. Tako da lepo pozdravljam najino gostjo. Čau, Lea. Živjo, lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Verjamem, da bomo nekaj zelo ustvarjalnega in koristnega naredili skupaj. Ja, to je v bistvu tudi moje prvo vprašanje, ne? Kaj je pravzaprav tisto, kar bi rekla, da je najbolj pogosto zastavljeno vprašanje, s katerim se starši obrnejo na tebe in na Alberta? Najbolj pogosta vprašanja v bistvu so vprašanja, ki so postavljena z nekih skrbi in nekega strahu, in običajno se ta vprašanja začnejo, kako naj spremenim nekaj pri svojem otroku. Največkrat pri najstniku, ker najstniki nam malo bolj pokažejo, da ne sledijo tem ciljem, ki smo si jih mi zastavili v glavi, ampak da postajajo neke samo svoje, po svoje oblikovane, čudovite osebnosti v bistvu. Sam takrat mi tega ne vidimo na tak način. Kako pa ta čas počitnic, ko bo otroci malo več doma, ko bomo na dopustih, kako pa mogoče res ta čas izkoristiti za to? Jaz bi tukaj mogoče to vprašanje povezala pač s prvim Tininim vprašanjem, kaj so najbolj pogosta vprašanja staršev. Midva z Albertom sva se naučila, da če imamo z otrokom stik, imamo na otroka vpliv, oziroma kadar imamo z otrokom stik, imamo na otroka vpliv. In skozi leto, ko mi težimo, pritiskamo na otroke, kaj je urnik grozen, ko smo tudi sami zaradi služb velikokrat izčrpani, se ta stik velikokrat čist nehote zgublja, zbledi, naveličani smo drugega, otroci se nam upirajo, skrbi nas polno enih stvari. Počitnice so pa v bistvu ravno zato super, ker v bistvu lahko zgradimo stik na novo, lahko se posvetimo stvarem, ki jih imamo zares radi, lahko opazujemo svojega otroka in mu pomagamo odkrivati njegove talente na nek način, s tem, da počnemo druge stvari. To se pravi, da damo zvezke na stran, da tudi, če so bile ocene take, ki vam niso bile všeč, da jih daste na stran, ker otrok ni ocena. Otrok je bitje, ki je pač tisto oceno dobil iz nekega razloga, ampak zdaj je v bistvu priložnost, da mi damo v naš odnos igrivost, zabavo, raziskovanje, da spodbujamo radovednost, da iščemo na nek način. Jaz velikokrat rečem, delajte zavestno napake. Zato, da boste naučili otroke, kako se napako popravi. Ne, da je napaka katastrofa, ampak da je napaka izkušnja, s katere smo se nekaj naučili. Zato so počitnice. Poleg tega so pa počitnice tudi zato, da otroke majčkeno peljemo v eno življenje v skupnosti, ker jaz skozi poudarjam, da družina je skupnost. In ko, jaz se spomnim, ko so bili najini najstniki, pa sem rekla, da je tale krožnik pospravil. Ja, nisem ga jaz sam prinesel. In jaz sem ga vedno pogledala in sem rekla, glej,
pač mi živimo v skupnosti, ne moramo gledati na tak način, ker za kosilo tudi jaz nisem bila lačna, pa ne, ga lahko ne bi skuhala zaradi tega. In lahko otroke učimo, da ko pač živimo med počitnicami skupaj, da to, da ne vem, pomijemo posodo, nalupimo krompir, naredimo kaj na vrtu, to ni neko delo, ki ga moraš opraviti, ampak to delaš zato, da je v družini fino vzdušje, da se v skupnosti dobro počutimo. In evo, počitnice so tudi zato, ne? Zato, da se naučimo delati drugače. Počitnice so tudi čas, ki mu pripisujemo počitek in brezdelje. In hkrati nas je starše nekoliko strah, da bi bilo otrokov v teh 2 mesecih dolg čas. Lea pravi, da je tudi brezdelje prav odlična zadeva. Predvsem pa moramo otroku pustiti, da mu je kdaj tudi res dolg čas. Jaz opazujem zdajšnje starše in mi je grozen to, da ne pustijo svojih otrok, da gledajo v strop. Meni se zdi, da je, recimo, če se jaz spomnim svojega najstništva, meni se zdi, da je bil to najbolj ploden čas. Po eni strani je super, kad je dolg čas, zaradi tega, ker si 500krat vmes rečeš, kaj bi počel, ker mi smo po naravi malo bolj hiperaktivni, mi se moramo gibati, naše telo je narejeno za gibanje, ne? Po drugi strani je pa tako, da kad ti je dolg čas, pač razvijaš v bistvu neko fantazijo, neko ustvarjalnost, sanjaraš, razmišljaš o svoji prihodnosti, a ne, neke cilje si delaš. Jaz pravim, da tudi, kad je dolg čas, pač možgani nikoli niso primer, možgani skozi ustvarjajo nekaj, pač skozi laufajo. Dokler nam bije srce, pač naše telo deluje. To pomeni, da se ne dolgočasi. Tako da jaz sem absolutno pristaš tega, da otrokom mora biti tudi dolg čas in da ni čisto nič narobe, če otrok pride pa reče, jaz pojma nimam, kaj naj delam. Ampak ni tako, da pravijo, da kad je otroku dolg čas, da pa se zgodijo kakšne neumnosti, pa kakšne stvari ušpičijo, pa tako naprej. Ja, ampak tega se ful bojimo kot starši, v bistvu, da pač, če mu bo dolg čas, bo pa počel neumnosti, recimo. Ne? Ja, res je. In jaz velikrat rečem, zdaj, ko so najni že odrasli, pa pripovedujejo, kaj so počeli, ali pa koliko so bili sami doma. Če bi jaz to takrat vedela, če bi jaz to takrat vedela, jaz prav rečem si, hvala, ker ste mi prehranili, to res. Ampak so pa to njihovi spomini, ki se jim zdaj smejijo, pač, pa spomini, ki so neki poskusili, pa jim ni ratalo, pa so se z tega neki naučili. Ja, pa naj ni bilo doma, pa so neki zamočili, pa so mogli pa spucati, pa ne? Zato, da ker smo mi dva prišla, je mogli, pač se ni smeli nič videti. Jaz še zmeri ne vem, kaj se je zgodilo z ponvijo pri nas doma. To sem bi hotela. Ista stvar. Nekaj se je zgodilo z eno zelo lušno ponvijo pri nas doma, kar naenkrat je izginila iz omaric. Sklepam, da je bil kakšen kuharski poskus takratnega 13-letnika, ampak ja, to je verjetno nekaj podobnega. To bo že zvedla na svoji 60-letnici. No, to so te variante. Ali pa, ko mi začne pripovedati vojne zgodbe iz srednje šole, pa se tako mislim. Jo, dobro, da tega takrat nisem vedela. Ja, ampak imate pa 4 otroke in tle zdaj prihaja na moje tako tipično vprašanje, kako, recimo, handlati 4 različne karakterje, ker verjetno ne moreš reči, z vsemi vami sem ravnala enako, ker to verjetno ni res. Ne, meni se zdi to mit. Meni se zdi tudi mit, če imaš 2 otroka, da oziroma se mi smilta, če starši ravnajo enako z njima, zato ker sta različne osebnosti in starši smo v bistvu dolžni prilagajati naš način vzgoje na te različne pač osebnosti. Zdaj, če pač pri nas je bil ta velik tak, da je pač se je počel neumnosti, pa je stopal čez meje, pa tako, ampak je bil tak, da se ni zlagal, recimo, da je bil vedno točen in pač jaz sem njemu lahko zaupala in meni ni bil problem njemu reči, da je lahko ne vem koliko star do 4 zjutraj odzunaj. Zato, ker sem pač vedela, da tudi da mi bo povedal po resnici. Pa imaš enega drugega otroka, ki pa pač rad malo eksperimentira, pa tako, pa ki pač je bolj dovzeten za vplive okolja, tak mu pa ne pustiš, pa rečeš, lej, sorry, ne? Dajmo po manjših korakih.
Moje vprašanje bi bilo pa, zdaj v bistvu smo govorili o najstnikih, pač ti najstniki so bili enkrat čist majhni, a ne? Ja. Kdaj se pa začne? Kdaj se ta povezanost, poznavanje, mislim, seveda od nič verjetno, a ne? Ampak na kak način, da je na prav način začeti že s čist majčkanimi otroci? Jaz sem tukaj prepričana, da je odnos se razvija s tem, ko se v odnosu spreminjajo potrebe. In tle je težko gledati samo otroka, zato ker se tudi mi staramo, ali pa če na lepši način rečem, odraščamo. Eno zanimivo dejstvo je, da smo starši običajno v meni, ko otroci pridejo v obdobju najstništva. Ne? To skoraj tako pomeni, da bi imeli 2 najstnika, hormonsko. A ne? In je zaradi tega še toliko težje slediti tudi energijsko. Jaz se recimo, če iz sebe govorim, jaz se spomnim te moje nestrpnosti, te moje utrujenosti, tega, ker sem si rekla, pa je poln kufer imam tega. Po drugi strani imamo pa tudi možnost, da razumemo, kako se oni počutijo, zato ker so oni isto utrujeni, pa zmatrani. Pri majhnem otroku je pa isto to se ta razvojna obdobja še hitreje spreminjajo, ampak smo tudi mi mlajši in drugače v bistvu rokujemo s temi stvarmi. Ne vem, recimo, ko se rodi 1 leto doma, potem gre v vrtec, potem gre z vrtca, pač v večjo skupino, pa začnemo ga, ne vem, v neke dejavnosti, pa v šolo. In pač to je vse, v bistvu v 7 letih, če tako pogledamo, se zgodi. Intenzivno. Pač otrok nebogljen in šolar. Tako da je pač tukaj noter veliko enih sprememb, ki jih mi ne zaznavamo na tak način. Je pa res, da starši, ki imajo težave, recimo, s tem, da postavljajo meje in jaz vedno tako rečem, otrok potrebuje meje in potrebuje strukturo, ne glede na to, koliko je star. In mislim, da je to prva naloga staršev, ko se otrok rodi, da ga mi počasi začnemo učiti na to strukturo. Tle me bojo verjetno kakšni mladi starši raztrgali, ampak jaz sem zdaj že toliko stara, da se več ne sakiram. Ne? Recimo stavek, otrok ne gre spat takrat, ko njemu paše. Jaz sem prepričana, da je zelo veliko hiperaktivnih otrok zaradi tega, ker ne spijo dovolj. Jaz sem prepričana, da je pač med 8 in 9 uro zvečer čas, da gre otrok spat in da smo starši tisti, ki pripravimo okolje za to, da gre otrok takrat spat. Zato, ker jaz vedno rečem, ko mi kakšna mama reče, no, sej ob 11 pa pol zaspi. In pol rečem, kaj pa ob 11 naredite, da zaspi? Ja, pol imajo pač nek ritual. In ta ritual se da predstavljati, recimo najprej z 11 na 10, pa na 9, pa na 8. Mi smo recimo ob 7 sva z Albertom začela nek ritual, ki je pomenil, dneva je konec. In ta ritual je trajal 1 uro in ob 8 zvečer sva midva imela mir. To ne pomeni, da so oni spali. To ne pomeni, da sva jih maltretirala pa prbila v poslo, da so dali mir. Ampak vedeli so, da so pač zdaj je čas, da smo v posli in eni so pravljice poslušali, eni so še malo knjigice pogledali, ampak niso hodili ven, niso se darali, ni jih lulati kakati, žejen, lačen, ne vem kaj. Zato, ker je bilo to okolje, pač to se je vedno zgodilo na isti način, skozi se je ponavljal ta ritual, ni se zamenjal in ja, sej so bili kakšni rojstni dnevi pa kakšne izjeme, ampak takrat smo to izrekali. No, mogoče zdaj res, ko smo glih aktualni, pa tudi mene osebno to fejs zanima, zdaj pa poletje in se dan daljša in smo lahko dlje časa zunaj, ker pač pozim ob 7 imamo mi tudi recimo na ta način rutino, ampak zdaj se pa ob 7, 8 lahko še kopamo, A je to v redu? Jaz načeloma sem tukaj bila zelo, tako bom rekla, zelo rigidna. Skratka, mogoče smo prestavili z 8 na 9, zaradi tega, da je, ne toliko zaradi tega, ker smo se še kopali, ampak bolj zaradi tega, ker je bilo hladnej. Da smo pač da si se zvečer malo zrelaksiral, pa da se je malo steči, pa igrati, ker pač v vročini tega ne moreš.
sicer sem pa jaz bila tukaj zelo rigidna. Mi smo imeli pač ta red. Mi smo tudi novo leto tako praznovali, da sem jaz za novo leto uro prestavila, da je bila ob 8 zvečer ura polnoči in smo imeli srečno novo leto, ki so oni bili do polnoči, ne. Ampak to se potem predstavlja, ko so otroci večji, verjetno. Ko so bili večji, se potem pravila restrukturirajo, ja, ne? Ja. Spravi, ni to tako, da bi zdaj potem strajali tega to še pri 7, 8, 9, 11 letih. Prilagajaš se temu, a ne? Prilagajaš se temu in tudi prilagajaš se temu, da je ta starejši otrok starejši kot mlajši. In to se pravi, ima zaradi tega privilegije. Velikrat rečejo, ja, si oba morata jeti, ne? Zakaj mora 13-letnik enako kot 10-letnik? Ni pač to pač se meni ne zdi prav. Skupnost Skulam, skupnost staršev najstnikov, ki sta jo Albert in Lea, naša sogovornica, oblikovala pred dobrim letom, je nastala kot varen prostor, v katerem se starši povezujejo, izmenjujejo izkušnje, so si v podporo ob različnih izzivih v starševstvu in imajo obenem neomejen dostop do strokovnjaka za odnose. Pogoste so debate o delujočih in nedelujočih prijemih, odzivih, rešitvah, morda bi lahko rekli tudi vzgojnih trikih. Jaz temu ne bi rekla triki, ker se ne zgodi čarovnija, a ne, potem, ker nismo čarovniki. So pa odzivi, ki delujejo, odzivi staršev, ki delujejo in odzivi staršev, ki ne delujejo. Ampak te naši odzivi je zelo zanimivo. Mislim, to sva midva z Albertom raziskovala in pri sebi in z drugimi starši. Skratka, te odzivi niso povezani z vedenji naših otrok, ampak so povezani z nami. To se pravi, a jih mi zmoremo narediti iskreno in v stiku z otrokom, a jih naredimo zato, ker smo prebrali, ker sem jaz prebrala, Tina mi je pa enkrat napisala v mailu, da je, ne vem, svojim najstnikom naredila tako, da bom jaz probala isto. To ne bo delovalo. To ne bo delovalo. Zato, ker jaz lahko naredim isto, če to čutim, če vem vse. Pa če poznaš otroka. Prvič moram poznati otroka, ampak najprej moram jaz vse to čutiti, da to naredim iskreno. Šele pol je otrok. In v skupnosti Skulam dejansko so samo starši, to se pravi, ko preden pridejo v skupnost Skulam, morajo izpolniti en vprašalnik. Brez tega vprašalnika ne moreš priti v Skulam in v tem vprašalniku imajo zelo jasno povedano, da je skupnost Skulam pot, kjer bojo oni krenili na delo na sebi. To se pravi, na svoji starševski vlogi. In šele tretji korak, na 3 stebre imamo razdeljeno, to se pravi stik s samim sabo, stik z najstnikom in potem je šele, kako naj ga pripravim, da bo naredil nalogo. Tretji steber. Prej si rekla, pa eno stvar pa te moram zahakljati. Vsi otroci rabijo meje oziroma strukturo. Ampak hkrati pa je to ful težko, zaradi tega, ker potem dostikrat dobiš reakcijo. Ne maram te, nesramna si, grda si, ne vem, nimam te več rad, ne. To se tudi zgodi kdaj, takrat, ko pač postaviš neko mejo. A lahko postavljaš meje in si hkrati povezan, imaš hkrati stik. Ali to celo nujno? Sej to tudi nima veze s tem, da ti otrok reče, ne maram te. To je pač način, ki ga imajo otroci, zato da ostanejo v coni udobja. A ne, ker se mi potem zlomimo, ker rečemo, joj, zdaj pa če bom zahtevala to od njega, me pa nam imel rad, pa nama imela stika. To nima nobene veze. Ljubezen nima veze s stikom. Okay. Stik je to nekaj, zelo zanimivo, stik je čustvena vez, ki sporoča sprejeti si tak, kot si. To se pravi, ne, otrok ima mene rad, ampak jaz otroku sporočam, sprejeti si tak, kot si, tudi če me ne maraš, si okej. Wow, okay. Tudi če me ne maraš, ti si moj, pač ni smola, lej. Smola. Ja. Smola, ti mene ne maraš, ampak moj si. Ja. No, ampak ko smo te 3 stebre umenile, kje pa steber partnerska povezanost? Partnerski odnos je pred starševskim odnosom, moral bi biti pred starševskim odnosom, ampak žal je tako, da mislim, da se večina staršev tega ne zaveda. Dejstvo je, da je partnerski odnos, ki dela vzdušje v družini.
In otroci pa rabijo vzdušje, ki je prijetno. Otroci rabijo za to, da se razvijajo občutek varnosti. In občutek varnosti sta oči pa mami. In občutek varnosti sta oči in mami in odnos med njima. To ne pomeni, da se ne smeta kregati, to ne pomeni, da ne sme kdaj biti pač neke odtujenosti, ampak gre se za ta generalni občutek, ona dva bosta to zrihtala. Tako da, ampak rada bi povedala to, da tudi pač zelo lepo funkcionirajo enostarševske družine ali pa sestavljene družine, ki pač delajo na tem, ki ne rečejo, sej bo že ali pa bomo že pregurali. No, sej, ampak partnerski odnos se mi zdi never ending work. Ja, seveda, in tudi je najpomembnejši, zato ker na koncu bo ostala midva, oziroma zdaj sva ostala midva, jaz in Albert, če iz sebe govorim. In kako mogoče je skozi to odraščanje in skozi vse te izzive, ki jih imaš z otroci, rekonektati oziroma se vmes povezati s partnerjem, da ne pride do tega, da gre otroci pol od doma, pa ne veš, kaj ben z drugim počel. No, zdaj se bomo vrnili nazaj na 1 uro ob 8 zvečera. Mi dva sva imela čas zase. Vsak večer. In sva ga tudi izkoristila. Sva se usedla, nisva gledala televizije, sva se pogovarjala o nama, o vzgoji, ne vem, ker so bili otroci majhni in kamor nisva bila, sva tudi ga žurala na tak način, pa sva si kdaj prinesla, ne vem, kakšno pivo, kakšen šampanc, pa sva pač v dvoje to počela, zato ker ni bilo varuške, ni bilo ničesar. Včasih sva pa pač, sedela pa jokala, zato ker je bilo nekaj zelo težko, pa nisva znala rešiti, pa sva iskala načine, pa sva šla po pomoč, pa tako naprej. Pač različni večeri so bili, ampak sva jih vedno preživljala skupaj. Meni je ful všeč, kad ti ful iskreno poveš, tudi pač nasplošno, ko sem vajo z Albertom parkrat poslušala, zelo iskreno pripovedujete tudi o svojem odnosu in o tem, kako sta skupaj rasla in se povezvala in trgala narazen in ponovno povezvala in vse, kar je bilo možno, vse te drame in vse te zadeve. Koliko tebi to, ko si kot svetovalka za odnose v bistvu vključena v neko družinsko preobrazbo, bom rekla temu, oziroma pač neko željo, da pridejo starši do tebe, neka partnerja ali pa eno starševska družina, vsem. V mojem primeru je bila pač eno starševska, recimo. Koliko ti vključuješ poleg vsega znanja in vsega tega, ker imaš tudi svojo lastno izkušnjo? Meni moja lastna izkušnja pomaga to, da ostajam nevtralna in da ne obsojam in da lahko razvijem empatijo do česarkoli. Jaz mislim, da do zdaj še nobeden njih meni prišel, da bi ga sodila. Ljudje nismo idealni, ne kot starši, tudi ne kot partnerji. Seveda je enkratno, če stvari peljemo dobro in ovir in izzivov ni veliko, a prej ko slej bomo naleteli na čeri. Ne nazadnje, ko postanemo starši, se naše vrednote in vzorci, ki smo jih bili deležni in smo jim bili izpostavljeni v svoji primarni družini, velikokrat izraziteje pokažejo, spregovorijo bolj na glas. Tako se je potrebno, poleg vsega, kar gradnja nekega partnerstva prinaša, ukvarjati tudi s tem, da smo kot starši usklajeni. Obenem pa Lea enakega pristopa obeh staršev ne zagovarja. Recimo ena stvar, ki bi jo mogoče zdaj še bolj drugače naredila, ker sem sicer se trudila, da sem jo, je to, da ko bi Albert pač nekaj naredil na svoj način, da bi se jaz odstranila. S tem svojim, bogi, preveč si glas povzdignil nad njim. Mislim, da je pač očetovska figura in tudi mislim, da je oče otrok čist drug odnos, kot mama otrok in da otroci zgradijo odnos z vsakim posebej in kar je najbolj pomembno, mislim, da partnerji na to ne moramo vplivati. To se pravi, če bi Albert bil oče, ki se ne bi trudil za stik, ki bi mu bilo vse en, ne bi nič pomagali, če bi jaz govorila, veš, vse oči te marat. Pač ne bi. Skratka, to mora oči dati od sebe. Če zmore, moram reči, da veliko očijev dela zdaj na tem. In se res lotijo. Tako, jaz jih uskulam, gledam in sem prav ponosna na njih. In moram reči, da tudi mi včasih solze pridejo od tega, ki me ganajo te zgodbe.
Zato, ker moški še posebej niso bili toliko v stiku s čustvi. Tudi vzgajani niso bili na In tak zdaj način, pač nismo, zdaj so ta čustva posod, kamorkoli pogledaš, se samo o tem govori. In oni včasih gledajo, kam Marsovci, kaj hočeš ti od mene, ne? Kaj, o čem govoriš. Ampak se res trudijo in potem jim nekaj uspe in povejo. In to je to lepo. To je res to lepo. Tako, jaz res lep poklic delam. No? V bistvu jaz bi se pa še navezala na ta del, kaj smo mi prinesli s sabo. Tukaj je recimo Tina lepo povedala, se pravi, dobiš otroka in ti une vrednote iz primarne družine, ali pa ne samo vrednote, mogoče kdaj tudi travme, kar butnejo gor. Ja, prtljaga, ki jo prineseš. Prtljaga, se to, a ne? No, moje vprašanje bi bilo v bistvu, kaj narediti, da to čim manj preneseš na otroka. A delati čist kontra, ali pucati pri sebi, ali pucati s partnerjem, ker vemo, da v bistvu partnerski odnos, tudi da sta dva prej skupaj zletela, je doskrat glih nas te travme tudi malo skupaj potegnejo, ne? Ali pa mogoče, ne vem, podobne izkušnje ali pa nekaj. Kje je zdaj tukaj ta povezovalen moment, pa da ne pride do razkola? Ja, jaz bi rekla vsem vam, ki imate majhne otroke, dajte se sprostiti. Dajte se sprostiti zaradi tega, ker ne moreš nič narediti, da otrok ne bi dobil tebe, ker je z tebe nastal. In z partnerja in z očija je nastal. To se pravi, jaz mislim, da bi bilo veliko boljš, da mi sebe opazujemo v tem smislu, kje gre nam dobro, kje smo mi sproščeni, kje mi ustvarjamo nek varen občutek sami s sabo in ga prenašamo na otroka, kje pa mi ustvarjamo v bistvu neko anksioznost, neko paniko, nek strah, neko, ne vem, utesnjenost. Skratka, nimamo te svobode, da bi puščali izkušnjo in reči, lej, tukaj se mi pa nekaj dogaja, to grem pa raziskati. Zaradi tega, ker ni vse slabo, kar smo dobili. Mi smo dobili ogromno dobrih stvari in jaz se bolj ukvarjam s tem, kako starši ne vidimo ali pa ne vidijo, zdaj že lahko govorim, da dam sebe tukaj ven, da ne delujejo recimo metode, to pa niso vzorci, to so pa metode, s katerimi so vzgajali nas, recimo kaznovanje, grožnje, podkupovanje, primerjanje z drugimi, ne vem, polhanih je teh in v trgovino greš in 5 mam je not in 5 mam reče, če ne boš, ti bom. In me gre na smeh, jaz si rečem, pa zakaj tega ne zamenjamo? Ker ne deluje. Ne deluje in podžiga jezo, podžiga upor, zgubljamo stik zaradi tega, pač kazen ne deluje in kazen ni okej. Kazen v bistvu podreja človeka in mi nočemo imeti podrejenega otroka. Mi želimo, da imamo otroka, ki je odgovoren in ki zna izbirati. Ampak se zmeri neka posledica pa mora biti. Ja, sej mu lahko damo na izbiro. Ne? Lahko mu rečemo, glej, ne vem, ga peleš v trgovino, zdaj le greš z mano v trgovino. Danes bom kupila samo kruh, imaš na izbiro, da se dereš, ko boš videl čokolado, pa te bom ven nesla, ali pa da se pač ne dereš, pa boš z mano kupil kruh. Boš lahko ti rekel, kjer kruh hočeš. Recimo, potem on lahko reče kar če. Ampak tole dvoje ima na izbiro in ko se začne dreti, ga jaz pač vzamem nežno v naročje, ne rabim biti jezna, ne rabim reči, to je pa zdaj zakazan, ampak mu rečem, le, danes si izbral, da ne boš z mano v trgovini. Pač tvoja izbira in zdaj boš pač prenesel še to odgovornost. Kazen ne deluje, deluje izbira. Ja. Kaj še deluje? Izbira je, pri izbiri moramo mi vedeti to, da izbira ni pogojevana, izbira nima čeja. Če boš to naredil, boš pa. To ni več izbira. To je pogojevano. Izbira je, če mi rečemo, tukaj je lešnikova čokolada, tukaj je mlečna čokolada, katero boš vzel. Izbira je, ko ga peleš k sladoledarju in on vzame najbolj ogaben sladoled, ne vem, kaj je še čudne barve in že mi vemo, da to ne bo šlo, ampak na koncu, ko reče, ni dober, mu rečemo, le, izbral si ga. Izbral si ta sladoled, zapomni si, da ti ta ni všeč, da ga ne boš naslednjič spet izbral. In enako lahko vse stvari povežemo s posledicami vnaprej doma.
Zvečer gremo v poslo v miru. Je pravljica, se dereš, pač ni pravljice, ker me ne slišiš, če ti jaz berem pravljico, ko se dereš. Ne? Pač... Logičen. In pa se dere in rečeš, le izbral si, da danes ne boš imel pravljice. Nič hudega, jutri boš imel spet priložnost, da izbereš pravljico ali pa ne pravljico. Vedno mu rečemo, glej, ponovil se bo, spet boš imel priložnost, lahko boš izbral drugače. To je tako čaroben način, ki dejansko deluje, pri nama je deloval, pri najnih starših v skulamu deluje. Pojma nimam, zakaj ljudje tega ne počnejo. Je pa predpogoj, da si nacentriran in da to trezno in umirjeno lepo poveš, Ja. ker takrat, ko on začne s svojimi stvarmi... Ampak tega ne delaš takrat. Ja. To se pravi, če jaz opazim, zato sem pa rekla, opazujte, kaj deluje in kaj ne deluje. Pa ne se ukvarjati s tem, kako ne boste prenašali enih stvari. Ko jaz rečem, v ponedeljek se je daril zvečer, v torek se je daril zvečer, v sredo, to se pravi, moj način, kako ga jaz dajem spat, ne deluje. Ni nekaj v redu z njim. Kaj lahko spremenim? A mu lahko dam na izbiro? Ne vem, greš spat, lahko je tudi to ura, greš spat 15 do 8, gledava skup, ne vem, risanko, greš spat ob 8, ne gledava skupaj risanke, recimo. Pač premislimo vnaprej, ko smo mirni, ne ko smo razjarjeni. Neko pride že do tiste situacije. Ja. Ne? To morajo biti stvari, ki jih mi postavimo takrat, ko smo stabilni, ko smo v stiku s sabo, ko zraven pijemo kavico in ko se nam otrok ne dere ali pa ne upira ali pa ne vem, kaj vse počne. Ker vsak otrok to počne. Vsak normalen otrok to počne. Če se slučajno, če kdo misli, da ima najbolj pridenega otroka zato, ker se ne upira in ker nima svoje volje, potem mu svetujem, da se vpraša, kako si predstavlja svojega otroka, da se bo zase postavil. Najstniško upiranje je nekaj, kar v starših pogosto zbudi kar nekaj negotovosti. Zgodbe o nemogočem obnašanju, jezikanju, treskanju z vrati in stalnem izzivanju naših vrednot so poseben izziv, ki se ga je treba predvsem, pravi Leja, lotiti z mirno glavo in s kančkom humorja. Ampak recimo, jaz najem, odkot to imam, sicer to Albert pravi, da sem jaz imam to prirojeno napako. Ampak meni so te stvari bile zmer zabavne. Mene to nikoli ni šokiralo. Meni je šlo na smeh, jaz sem rekla, odkje si pa ti dele vzel? Mislim tako. In me se nič ne zdi narobe, če starši rečejo, zdaj pa jaz tega le ne razumem, čisto dobro, mi lahko pomagaš tole razumeti. Pač najstniki nam prinašajo neke novosti in ja, mi smo za njih dinozauri. Ja. In dejansko mislim, ne vem, zakaj je staršem tako težko reči, jaz pa tega ne vem, ali pa jaz tega ne razumem, ali pa mi lahko pomagaš to razumeti. Ne vem. Meni je bilo to res zabavno. Včasih so pa humori nasplošno fajn. Včasih so pa rekli, pač ti tega sploh ne moreš razumeti, ka bi vsaj to razumela, ne? Pač ni to več v tvojem dometu razumevanja. Ok, v redu. Skratka, na lep način mi je povedal, da sem butasta, v redu. Ne? Pa smo pač spet malo dihali, pa počakali, pa šli dalje, pa je čez pol ure prišel nazaj, pa je že neki rabu, pa je šlo življenje naprej. Tako, meni se zdi, da bi samo mogli se malo bolj sprostiti, pa zaupati temu, da to obdobje mine in da nič katastrofalnega se ne more zgoditi, ker se ne da popraviti. Ko se pričnejo najstniški upori, se staršem velikokrat zdi, da je orodje, ki smo ga imeli kot starši, kako smo se povezovali z našimi otroci, ko so bili majhni, kako smo z njimi komunicirali, da vse to skupaj postalo neuporabno. Kar naenkrat, skoraj čez noč, je pred nami otrok, ki ga ne poznamo prav dobro, ki želi podreti meje, ki želi delati po svoje, eksperimentirati z marsičem. Zdi se celo, da nalašč dela napake. In nas, starše, postane kar naenkrat strah tudi posledic, ki mu lahko grozijo. Jaz bi vam rada povedala eno skrivnost, ali pa vsem, ki bojo to poslušali. Najstnik, ki ima starši stik, ne bo postal odvisnik. Ne, pač ne bo.
to ne govorim, da ne bo probal kakšne stvari, ker je pač to v njihovih delih in nalogah napisano, da morajo eksperimentirati. Ampak ne bo postal zaradi tega, ker naša primarna potreba je, da smo na nekoga navezani in da nekam pripadamo. In ko imamo mi družino, ki je taka, ne vem, mislim, da bi se vsi mogli malo spomniti svojih najstniških obdobij. Vsi imamo nek model, kako je bilo doma. A smo bili varno navezani, a smo se staršev bali. Recimo, eni so se jih toliko bali, da zaradi tega niso nobene stvari pač naredili, ki je bila prepovedana. To zdaj odpade, ker najstniki se nas zdaj ne bojijo več. Večina. Pač najdeš se še kakšen redek primer in jaz sem vesela, da se nas ne bojijo več. Mi je super. Zato, ker so pač drugače vzgajani. En del je ta, drugi del je pa ta, a so varno navezani, da prihajajo. Moje vprašanje je vedno bilo, ko so otroci šli ven, ni bilo pazi, kje boš hodil, pa kaj boš delal, ampak sem rekla, a me lahko spomniš, koga boš poklical, če zaglaviš. Mami tebe, v redu. In tudi se je zgodilo, da so me poklicali. Tudi ne samo zaradi sebe, ampak zato, ker se je drugim prijateljem kaj zgodilo, pa oni niso upali domov poklicati. Ampak jaz sem vedela, da sem varni pristan. In nikoli nisem odreagirala na ta način, da bi si zaprla vrata za naslednjič. S čim si zapiramo vrata starši? S paniko. Okay. Z grožnjami. Če še enkrat te dobim, ne? Pač ga ne bom še enkrat dobila, zato bi nam povedal. S paniko in z grožnjami. Ne vem, kaj je en najin otrok na Voglu se je po nesreču, tako da ga je helikopter odpeljal in reševalca pač jaz poznam, kaj je moj sosed v Bohinju. In mu je rekel, prosim, mami poklič šele, ker bo pač helikopter se dvignil, zato ker če ne se bom predslikala sem. Ja. Ampak bolj mislim, da ni, da se je bal, da bo slišal moj strah, a ne, čez telefon. Tako da ja, ko je bil pač helikopter nad bajto, pač sem jaz dobila telefonski klic. A smo zaščitniški? Urška, ti si zaščitniška mama. Jaz mislim, da to ni nič slabega, da smo po naravi zaščitniške mame, zato ker pač smo mame. In to ni popolnoma nič narobe. Narobe pa je, ko mi to spustimo iz zavedanja. To se pravi, ko spustimo zavedanje na tak način, da ga zaščitimo že, če ga učiteljica v šoli grdo pogleda, recimo. Da tečemo in rečemo, ne boste ga grdo gledali. Zato, ker nam je on rekel, da ga je učiteljica grdo pogledala, seveda. A ne? Drugač pa mislim, da ni nič narobe. Sej zato smo mame, ne? Ja, se je prej Lea tako lepo povedala, sem zelo vesela, da sem to slišala še od strokovnjakinje, da mame in očetje smo različni, ne? In jaz to zmeraj govorim, jaz sem ljubezen, oči so pa malo bolj, ne meje, ampak tudi tako, malo bolj zares na hard, no, bom rekla. In ta zaščitniški del naš je mejhan, ampak se mi tudi zgodi, da me zaboli, pa ne pokažem, da zaboli, ker se mu kaj tazga zgodi, pač je to del odraščanja. Ampak poznam pa imam izkušnje z mamami, ki s pretiranim zaščitništvom vidim, da bojo škodovale otroku, mislim, ne bo imel neke izkušnje, ne bo se znal zase postaviti, zmeraj bo računal na neko pomoč, kar pa se mi tudi ne zdi, da je najboljšno. Ja, ni najboljš zaradi tega, ker se potem te otroci ne znajo soočati s čist preprostimi življenjskimi zgodbami, kot so recimo, ne vem, midva sva imela zgodbe take, pač, ki jih ne moreš verjeti. Recimo, skozi pač same odlične ocene, tudi veliko pridobljene s pomočjo staršev, ne da so starši delali stvari, ampak da so z otroki sedeli. Ampak potem pride en trenutek, ko mi starši časovno ne zmoremo, Ja, in tudi intelektualno ne zmoremo več. A ne? In potem otrok dobi svoj prvi cvek ali pa dvojko. Je konc sveta.
pač to so lahko resne stvari, to ni samo konc sveta. To so lahko samomori pa take stvari. In to dejansko pač ne moramo verjeti, da se to lahko zgodi. To ni konc sveta, ampak je izguba smisla. To so težke zgodbe in ne vem, kako bi staršem lahko povedali, da je otroku fino postavljati ovire, ko smo mi z njim in ga opazovati, kako te ovire premaguje. In ga spodbujati pri tem, da te ovire premaguje. To se pravi, ne jeti na to bogan, ki si premejhan, ampak mu reči, lej, probi zlest gor, zdaj ste zraven. No, vidiš, Tina, in zdaj je Lea glih lepo navezala na šport, premagovanje ovir. Jaz ful zagovarjam to, da šport vzgaja, ne? In da pač skozi šport nekaj se učimo premagati, se potrudimo. Ja, tudi pademo, popihamo koleno in gremo naprej. Tako, ja. Tako. Uspelo ti je, ne? Greš naprej. In moram vprašati, bolel bi me, če ne bi. Ko pa, ko imaš najstnika, ki noče v hribe? Ko imaš najstnika, ki noče v hribe, ga pustiš primer in delaš z njim stvari, ki jih ima rad. In potem zraste, to imamo mi 4 take primere, vsi so nori na naravo, vsi so nori na hribe, vsi bi radi živeli v gozdu, noben ne mara potrošništva, vsi zagovarjajo ekologijo, naravne materiale, tako da je mene včasih sram. Mi 2, ki so bili otroci, jih nisva kupila eno staro hišo. Zato, ker sva rekla, ne bova zdaj cel life šparala za hišo, da bomo pa kupili hišo, ko bojo otroci šli. To se pravi, mi rabimo zdaj dom. In sva se res zapufala do konca. Tako da nekaj let nismo imeli niti denarja, da bi šli na morje. In potem smo hodili za Kamniško Bistrico, za Neveljco, v Bohinj, smo pogrnili brisačke in smo rekli, mi smo na morju, imeli smo sabo kruh pa pašteto in smo delali s tem pač res take čip, pocen, lahko bi tudi rekla cenene. Cenena družinska druženja, oni se danes samo tega spomnejo. Kako smo mi hodili skupaj, kako smo se imeli fajn, ne na katerih Havajih nismo bili, ne s katerim avtom se nismo vozili, nič od tega. In ja, na začetku, ko smo pač imeli moramo vsaj enkrat na mesec moramo nekam hoditi, je bilo pol tisto dretje, in jaz sem enkrat rekla Albertu, pa sem rekla, a je tebi smisel življenja, da cel teden delaš in pol za vikend gledaš 4 rivce. Mislim, sorry. Mislim, kakšen je to life? Pač, če bi mi rajš poskrbeli, da se za vikend smejimo, da se imamo dobro, da se neki... In potem smo začeli v bistvu uvajati vikende, te izbirne vikende, ki je vsak določil, recimo en je rekel, je povedal, kaj bomo imeli za kosil, en je povedal, kam bomo šli, en je povedal, kdaj bomo pospravljali, pa kaj bo kdo pospravljal in pa smo to zmiksali. Tako vsak vikend smo drugače naredili, da je zmer bil eden v ospredju, a ne. In dejansko nikoli nismo šli v hribe, zato ker jim je bilo prenaporno. Smo pa šli veliko v gozdove, smo pa hodili skozi. To jim je bilo pa res, super. Tako da pač najdati stvari, ki otrokom pašajo, zato da mi od njih v bistvu dobimo en odziv. To se meni zdi smiselno. Tako da tudi pač iz leta smo s tem povezovali, ker smo se pogovarjali na začetku, a ne? O nekih destinacijah. Mi smo povezovali z lete s tematiko v učbenikih, recimo. To se meni je zdelo ful dobro, kaj jaz vem, smo se učili Panonsko dolino in smo tam pogledali, kaj je tam zanimivega, kaj ima kdo rad, pa smo šli tja, na izlet. A ne, in smo rekli, lej, to ti v učbeniku piše, lej, lej te hiše, lej, pač ta polja, lej, ravnino, ni hribov. A veš, da je bilo tle včasih morje, a res je bilo morje. In so se pač stvari naučili tako, med tem, ko smo se sprehajali, recimo Kočevje je zanimivo za otroke, ker je itak na vsake 3 metre en medved narisan, če ga že ne srečaš.
Pa ima malo, a ga bomo videli. Ne? Pač destinacije, imamo 5 srednjeveških mest, ki so ful lepa, recimo, in spet, a ne zgodovina. Tako da jaz mislim, da ko včasih si rečemo, kam bi šli, pač, ne vem, odprite en učbenik, katerega koli, pa poglejte trg, pač kaj bojo jemali ali pa kaj so jemali, pa jim ne rabite niti povedati. Stalno vprašanje, ki si ga postavljajo starši, ki imajo več otrok, je tudi, kako spodbuditi in v aktivnostih povezati vse člane družine. Če je eden od otrok izredno športno naravnan, drugi pa bi raje hodil po galerijah ali tičal v knjigah, kako to premostiti? Leja pravi, da ni nič narobe, če se kdaj kam odpravimo samo z enim. Da so pač to neki dnevi, ki pač sta samo mami pa en otrok ali pa oči pa en otrok, in da se takrat v bistvu pogovarjaš samo tiste stvari, ki njega zanimajo, ali pa greš gledati stvari, ki njega zanimajo. To se mi zdi zelo pomembno, ker s tem nekako tudi mu pokažeš, da je vreden, da je pomemben, ker tudi tega se moramo zavedati, da prvi je vedno edinc, prvi je edini sam. In zadnji nikoli ni sam. To so tako zelo pomembni detajli, ki jih pač, ki nas izoblikujejo v življenju. Kaj ste seveda z Albertom največ, recimo, da bi rekla, da ste se največ naučili od svojih otrok? To ne bi mogla tle v dvojini govoriti, ker mislim, da se je Albert učil čisto druge stvari, kaj jaz. A kega pa pol ti, no? Jaz sem se mogoče sem se največ naučila slišati neprijetne stvari, pa jih ne osebno jemati. Ker mislim, da sem imela to tak zelo močen vzorc od moje mami. Biti prizadet zelo hit, pa užaljen, oziroma niti ne užaljen, bolj žalosten. To bi rekla, da je bilo neki, ker se znam ustaviti zdaj, tako, kaj dobim, da tako se znam ustaviti, pa reči, ok, to on tako vidi. Ne? Pa vse en resno vzeti in upoštevati, to seveda. Slišati, ampak ne pa vzeti. Ne pa si zariti nož v srce, pa izkrvaveti. Ne bojo vsi otroci že zdaj zaključili šolo, nekateri mogoče jim je tudi zdaj malo spodletelo, ali se niso uspeli vpisati v srednjo šolo, ki so si že zastavljali pa na fakultet ali kakorkoli. V glavnem ni za vse čist najbolj lahkotno obdobje. Kako otroku lahko v tem času najbolj stopimo ob stran, mu pripravimo nek teren, ki se v varnem počuti in bo iz tega dobro spelo? Jaz verjamem v to in mislim, da bi vsi mogli videti iza tega, ni vsem uspelo. Jaz verjamem v to, da ko si nekdo nekaj zares močno želi, lahko tja pride. To pomeni, da ni samo ena gimnazija tista prava gimnazija, da ni samo ena srednja šola tista prava srednja šola, in da je pomembno, da mi otroku rečemo, lej, nič hudega, zaradi tega, ker jaz verjamem, da ti znaš najti drugo pot, kako boš prišel do svojega cilja. Ker se ti mogoče zdaj zdi težja ali pa manj vredna, samo na koncu se bo izkazalo, da je bilo dobro, da si šel po tej poti, tako da zaupaj in verjem. Skratka, če starši bolj žalujejo kot otroci, da otrok ni nekam prišel v šolo, to spet pomeni, da morajo nekaj narediti na sebi. Ker otroci v tem obdobju, edina stvar, ki jo zares rabijo, ne da so sprejeti v šolo, pa da imajo same petke, ampak da imajo stabilne starše. To se pravi starše, ki znajo reči, lej, to je najmanjši problem, ker dejansko je res. Če danes samo nas tri pogledamo tukaj, kakšne izkušnje imamo iz šolo, kaj smo se učile, kaj pa danes delamo, pri meni je to, jaz imam tako mimogrede srednjo veterinarsko šolo narejeno. In en moj prijatelj je skozi govoril, ko sem bila v srednji šoli, Leja je dobra za živali, za ljudi pa ne preveč. In zdaj delam z ljudmi, tako da sem naredila velik korak v to smer. Tako da jaz mislim, da pojma nimamo, kaj bo z naših otrok nastalo in kje je njihova v bistvu tista točka, kjer bojo oni pustili pečat. Ker to je namen, da oni pustijo pečat. Sebi,
nekemu svojemu okolju, svojemu življenju. In na to mi nimamo vpliva več. Ker so tako stari, ki se vpisujejo v srednjo šolo, nimamo več vpliva. Imamo pa vpliv na to, kako se bojo oni vrednotili. To se pravi, če bomo mi rekli, lej, loser, nisi prišel na Bežigrad ali pa niso te sprejeli na nobeno gimnazijo, s tem mu mi jemljemo vrednost in to pa res ni fair. In to pa ni pozitivno razmišljanje in niti ne delovanje. Tako da, jaz pač vedno nagovarjam starše in imam rada taka vprašanja, da gradijo na tem, da oni ostajajo tisti steber v družini, na katerega se otroci lahko uprejo. In še nečesa se moramo zavedati, mi ta steber smo tudi, ker so naši otroci stari 30 let. To se pravi, to ni nekaj, ki se konča. To je pač nekaj, kar otrok potrebuje, ker je otrok, dokler pač bom jaz živa. Tako da, in še tudi pri teh letih včasih pridajo s kakšno tako zgodbo, da se moram jaz malo pač vdahniti pa stabilizirati, pa reči, ok, on zdaj ne rab, da mu jaz na svete talam ali pa moraliziram, ampak rab, da ga slišam. Pravi en tak zadnji nasvet, ki bi ga za poslušalce lahko dala, je čez poletje. Naredite kaj? Naredite vzdušje v družini, ki bo sproščeno, štejte na smehe, vsak dan jih mora biti več kot pa vseh ostalih stvari in delajte na sebi. Delajte na sebi in na vse, kar vas zaboli, je vredno pozornosti. Ja. Popolni zaključek, ne? Evo, to je to, drage poslušalke, dragi poslušalci. Urška? Jaz bi lahko še toliko stvari vprašala, pa tako se mi zdi, da fajn, da smo zaključile, da res strnemo v bistvu ta fokus na teli, ne vem sploh kakšna minutaža je bila, ampak po moje kar konkretna. Pa da tole še kdaj ponovimo, no. V redu, z veseljem bom prišla. Jaz sem zelo vesela, da smo se družile danes. Ogromno sem se naučila in prepričana sem, da so se naši poslušalci tudi. Hvala, Lea, za vso tvojo energijo, pa vse besede, pa se srečamo še kdaj. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Googlovi ali Applovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju. Novim epizodam pa lahko prisluhnete tudi na YouTube kanalu Lidla Slovenija.